Lep pozdrav iz Strasbourga. Teden se skoraj ni mogel lepše začeti, kot se je, saj veste, z Valentinovim. V Evropskem parlamentu pa smo se te dni ubadali z bolj nemirnimi temami, med drugim o tem, kako reagirati na vse večje število imigrantov iz Severne Afrike. Debata je nanesla tudi na Egipt in na druge države Severne Afrike, ki jih je zajel, vsaj upamo lahko tako, svojevrsten demokratični val. Precej nemira je povzročila žolčna razprava o madžarskem medijskem zakonu, ki jo je sprožil levi del parlamenta. Sodeloval sem v njej in poudaril, da je dobro, da je madžarska vlada držala obljubo in predlagala nekatere spremembe zakona. Vendar te še zdaleč niso bile tako velike, kot so v začetku mislili predlagatelji. To razpravo sem postavil v kontekst razmer v tranzicijskih državah in poudaril potrebo, da se komisarka loti analize tako imenovane medijske krajine tudi v drugih članicah, pa ne le tako, da bo pregledovala zgolj zakonodajo, ampak tudi dejanske razmere, vključno iz Slovenije. Več si lahko preberete na moji spletni strani. Zdaj pa k malo bolj mirnim, a za prebivalce Evropske unije še kako pomembnim temam. Najprej dobra novica za avtobusne potnike, v prihodnje boste imeli več pravic v primeru odpovedi, prezasedenosti ali zamude avtobusov. Slednje mora sicer znašati na 2 uri in pri razdalji daljših od 250 km. V Sloveniji je takih povezav nekoliko manj, a nove pravice lahko uveljavljate tudi v tujini. Potniki boste na primer imeli pravico zahtevati tudi povračilo stroškov avtobusne vozovnice ali odškodnino v primeru zamude, poškodovanega ali izgubljenega kosa prtljage. S tem se izenačijo pravice, kot jih že imajo potniki, ki potujejo z letali, vlaki ali ladjami. Predvsej pozornosti je bila deležna tudi razprava o pokojninah. Znano je, da Evropska unija postaja močno ostarela družba in da je potrebno na tem področju poiskati skupna izhodišča, če želimo, da pokojninski sistemi ostanejo še zmeraj vzdržni in varni. Poslanci o tem nismo sprejeli nobene zakonodaje, saj pokojninska zakonodaja ostaja v pristojnosti članic. Kljub temu pa je pomembno, da Evropska unija ohrani svoj socialni model, katerega neločljiv del je pokojninski sistem, ki pa mora imeti tudi seveda ekonomsko pokritje. Patenti so eden od ključnih dejavnikov pri spodbujanju razvoja in izboljšanju konkurenčnosti Evropske unije. Skoraj neverjetno je, da je v Evropi lahko prijava patenta tudi do 10-krat dražja kot denimo v ZDA. Evropska unija si sicer že precej let prizadeva za uvedbo enotnega patentnega sistema, žal pa se predvsem zaradi nesoglasij med članicami stvari ne premaknejo naprej. Zato se je sedaj 25 članic, tudi Slovenija, odločilo, da bo uporabilo postopek okrepljenega sodelovanja. To pomeni, da bodo sprejeta pravila veljala samo v tem primeru za 25 držav članic, ne pa v celotni uniji. Zaenkrat se pobudi nista pridružili Italija in pa Španija. Razpravljali smo tudi o napredku Hrvaške. Poslanci so v razpravi jasno poudarili, da je želen član Evropske unije, a da pri zaključni fazi pogajanj ne bo nobenih odpustkov. Na seji EPP članov odbora za kulturo sem na kratko predstavil tudi prvi osnutek poročila Mladi in mobilnost, ki je eno od 7 vodilnih pobud razvojne strategije Evropske unije v tem desetletju. V naslednjih tednih pričakujem spremembe, dopolnitve, potem pa glasovanje na odboru in pa na plenarnem zasedanju. Brž ko bo preveden tekst v slovenščino, ga boste lahko prebrali na naših spletnih straneh. Na sestanku predsedstva z vodstvi nacionalnih delegacij nas je tokrat obiskal komisar Lewandowski. Postavil sem vprašanje o sodelovanju Evropske komisije z odborom SURE pri pripravi izhodišč bodoče evropske finančne strukture, o ohranjanju deleža za skupno kmetijsko politiko ter o večjem vlaganju v izobraževanje. Kot tipičen konzervativni finančnik mi je odgovoril, da ni pričakovati povečanje evropskega proračuna v prihodnjih letih, da njegova rast bistveno manjša kot rast nacionalnih proračunov. V zadnjem desetletju se je na primer povečal za 37%, v državah članicah pa celotna masa pa kar za 60%, pri prislovnično varčnih Angležih pa celo za 100%. Še pred leti je znašal 1,3% skupnega bruto domačega proizvoda Evropske unije, sedaj znaša le še 1,12%. Torej obseg nalog pa se istočasno stalno povečuje. Prve težave pričakuje komisar z izplačili že naslednje leto. Strinjam se z mano, da brez lastnih virov v prihodnje enostavno ne bomo dosegli ciljev iz strategije Evropa 2020, še posebej ne na področju izobraževanja, zaposlovanja in pa konkurenčnosti. Naj bo tokrat dovolj, zahvaljujem se vam za vašo pozornost in nasvidenje.